Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se potopimo v morske globine. Aha, napnite ušiska in prisluhnite pravljici. Vrtec želv. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živela velikanska želva s polnim oklepom izkušenj. Preplavala je ves svet in videla veliko dobrega, pa tudi slabega. Ker je bila že prestara za potovanja, se je odločila ostati tam, kjer se valijo želve, skrbeti za mladičke in ustvariti vrtec. Že dolgo je opazovala življenje v morju in se spraševala, zakaj se vsi ves čas prepirajo, odrivajo in žalijo. Nesrečno je gledala, ko se niso hoteli igrati z majhnim želvakom zaradi njegovega sivega oklepa, saj je večina imela zelenega. Nesrečno je gledala, ko se niso hoteli igrati z majhno želvico zaradi trikotnikov na njenem hrbtu, saj je večina imela kvadratke. Nesrečno je gledala, ko se niso hoteli igrati z majhnim želvakom zaradi njegovih dolgih nohtov, saj je večina imela kratke. Nesrečno je gledala, ko se niso hoteli igrati z majhno želvico zaradi njenih velikih oči, saj je večina imela majhne. Premišljevala je, zakaj se to dogaja in kaj bi lahko naredila, da bi jih vse povezala. Na svojih potovanjih se je naučila, da je vsakdo poseben in prav takšen mora biti, da bi bil najboljši. Na svojih potovanjih se je prav tako naučila, da je vsakdo v nečem dober, zato ga je treba spoznati in sprejeti takšnega, kakršen je. Svoje znanje je želela podariti mladim želvam, zato je naredila načrt. Povabila je vse želvice od vse povsod. Dala jim je težko in odgovorno nalogo. Morali so zgraditi velikansko igrišče za želve. Vsak od njih je hitel razlagati, kaj ima rad, kaj zna narediti in v čem je dober. Ugotovili so, da želvak s sivim oklepom izdeluje najdaljše tobogane. Ugotovili so, da želvica s trikotniki na hrbtu izdeluje najhitrejše vrtiljake. Ugotovili so, da želvak z dolgimi nohti izdeluje najgloblje predore v pesku. Ugotovili so, da želvica z velikimi očmi izdeluje najlepše hišice na skalah. Naenkrat so bili vsi prijatelji, sodelovali so, imeli so različne naloge, a skupen cilj. Vsi so želeli zgraditi velikansko igrišče. Vedeli so, da jim bo uspelo. Niso jih več motili ne siva barva, ne trikotniki, ne dolgi nohti, ne velike oči. Ugotovili so, da je vsakdo v nečem dober, da je vsakdo poseben in prav takšen najboljši. In kaj misliš? Ali jim je uspelo? Seveda jim je. V vsem prostranem morju ni želve, ki še ni obiskala velikanskega igrišča. In kaj zdaj počne velikanska želva? Z nasmehom počiva med igrali, želvice pa plezajo po njeni hišici in se kotalijo na vse strani. Vsaka pravljica nas nauči kaj novega, le dobro jim moramo prisluhniti. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč.